Ko sva se spoznali, povedala si, da iščeš na poti iskrene ljubi, da našla v meni si drugi jaz. Lagala si mi, pokazal je čas, hotela imeti si moje ime, živeti življenje, ki moje je. Vsili še hudič muhe žre. Tako je moja mami, ki nikoli ni verjela Aninim čarovnijam. Prav iz njenih kart zvedla, da je naš oči vara. Ani mene Boga. Odločila se je za jogo in regresijo, kjer se je popolnoma sprostila. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Korena sploh ni za prepoznati. Saj se večino časa posveča sam svoji družini. Zame je najprej družina, potem pa vse ostalo. Vsi so se razveselili prvega špelinga pisma, ki pa se je precej razlikovalo od tistega, ki ga je prejel Janez. Jaz si moram iti pomagati, drugače se bo fentala. Rado kot rado, pa je malo preveč resen vzel svojo novo službo. S pomočjo kamere je razkrinkal, kdo mu nagaja. Pa vajman, neč se namo šlivecki valen zbarabe. Roke viš, roke viš, roke. In cele zadeve se je lotil zelo profesionalno. Ješ itak vse živim. Češ pa poznal, ko vas naredil, pa kazen matko huda. No čudn ga, da je letel z Aninega stanovanja. Ukajnje! Marš, si zaprl moja otroka! Sej bom se najte sejtel! Se tam se! Marš! Marš, da ti nikoli več! Idem! Tisto, Manju, marš! Janina Ida, tja, pa še vedno odgovarjata samo z mogoče. Bosta sploh še kdaj govorila? Mogoče. Vsake oči iščejo mavrico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho sto želja, ko sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Pod eno streho sto želja, ko sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Daj mi še eno žemljo, Maja. Janez, se ne da bi štela, ampak točno 6 si že pojelo. Daj mi še eno, no. Hvala. Prosim. Pa dober, Jože, kje si, no? Čakamo te. Jaz bom pa ene ribice odprl. Ma, na stranišču sem bil, no. O, tako dolg. Tako dolg, ja. Mame Božje, ne. O Jezus Kristus.
Ja, kaj me pa tako gledate? Kaj ti pa je? Kaj mi je? Nič mi ni. Malo me dol žene, ne? Oči. Veš, kakšen si? A si prepričan, da si v redu? Res, malo slabo se počutim, res, slabo sem spal. Ampak, kaj se mi gledate, kot sem garjast, no? O, mater! A ste dobro spančkala, zapornika moja? Mogoče. No, zdaj pa ne bo nobenih lisic več. Pa noben vaju ne bo maltretiral, a ne da? A bo lepo? Mogoče. Poslušajte, zdaj se bom posvetila samo vama. Samo in samo vama. A si zadovoljna? Aida, a si zadovoljna? Sem te nekaj vprašala. Mogoče. Jutri imaš rojstni dan, Aida. Ja. A si želiš kaj posebenega? Kolo, na primer? Mogoče. Kaj pa roler je to najnovejše? To si pa želiš. Kaj pa smučke? Da bi se naučila smučati? Mogoče. Veste kaj, dajte mi mir s tem. Mogoče, če nota nehala, se mi bo zmešal. Jasno? Ti posluš, prosim te. Lej, Aida si želi samo spoznati svojega očija in nič drugega. Jan, to zaenkrat ni mogoče. Ni mogoče. Mislim, bomo naredili eno dobro zabavo, a? A naredimo veliko torto, pa prijatelje povabimo, pa stanovanje okrasimo, a? Ej, kumrčki moji. Kaj prav ta? Pa kdo je zdaj na vrsti? Tamle tista je dobra. Ti si, mama, ti si. Ko jaz, se sem bila ravnkar. No čak, mama, ti si, no, dej. Ja, te malo jemšo že daje. Dej, ti bom jaz že dala jemšo. A si res je? Ja, seveda, sem dej. Pazi. O, Rozi! Ja, Rozi, bravo! Ja, Rozi. Kako lepo vas je videti v starih časih. Ja, res, prav nič nam namanjka, ne? Kako da ne? Kaj pa naša Špela? Ojoj, Špela, seveda. Pismo smo dobili. Špela nam je že spet pisala. Daj ti preber, Gora. Družina Koren. Pa ni čudno, pa ravno dan sem razmišljala, kdaj se nam bo spet oglasila. Čakaj, zdaj. Dragi moji, piše vam vaša izgubljena hči, ki pa že dobiva trdna tla pod nogami. Najhujše stvari so že za mano in vsak dan se bolje počutim. Sem že clean in se veselim življenja. Joj, ne zamerite, kaj je to klin? Bora, zdaj ti razlaš. Clean je v bistvu se iznebila teh strupov, no, pa ni več nakrizirana zaradi... Čista je, no? Krizira. Kmalu pridem domov, na prvi obisk, še nekaj dni. Ko me čakam, da bomo spet kompletna družina. Pogreša vas Špela. Ma dosti je bilo 10 minut, no. Še službo bom zamudil, no. No, vidim, dober. No, dej. Štefi, dej ti pogled, no. Ma dej nehi, no. Se nisem kužen. Mači, dej mi prosim mačken vode tamle, no. Bom jaz. A ti tudi? Ja, oči, previdni moramo biti, no. Zdaj vidiš, kaj se lahko dobiš na takšnih službenih potovanjih, ha? Ja, pa še res je.
Ja, vročino imaš. Na srečo ni visoka. Ja, 37,8. se mi zdi, da sem malo vroči, ja. Kaj še imaš vodene koze? Kaj? Koze se njemu po glavu motajo. Koze? Kaj si rekla? Pozab je že mim. Predlagam, da pokličemo zdravnika. A? On bo že vedel, kaj je z njim. Do takrat se ga pa ne dotikajmo. No, kakšnega zdravnika neki? No, zaradi par mozolov pa delate tak cirkus. Oprosti, to niso nobeni mozolji, ja? Zdravnika rabaš. Pa še nekaj. Res, podarjam, hej, res, naj se ga nihče ne dotika, ja? Ja, dober dan, urgenca. Dober dan, Janez Bogataj pri telefonu. Tukaj imamo en nujen primer. Koze ima moj oče. Rdeče, ne vem, tako po celem obrazu, pa po telesu, pa tako. Kar seješ, to žanješ. Moj oče je požel ene lepe rdeče pikice. Kdo jih je pa posejal? Kako hitro pride vse na dan, a? Upam sam, da ni ta bolezen nalezljiva, ker drugač, bogi mi. Dober dan želim. Dober dan, izvolite, usedite se, takoj bom. Manica, dober dan, Manica. Ja, dober dan, Tina. Ja, pa dajna, koliko smo jo ustrašila. Ustrašila? Živijo. Zakaj ustrašila, kaj je Manica? Tako grozno zgledam. Ne, nisem to mislila, ampak veš, nisem te pričakovala. Koga pa ti delaš tukaj? Joj, Manica, no kaj pa je to tako čudenega? Kaj je zdaj, če sem šla s korenom narazen, to pomeni, da ne smem več v tvoj salon priti, Manica. Seveda smešno, ampak veš, tako sem mislila, čuden mi je bilo malo, veš. No ja, veš, kaj se vem, vse te razumem, ampak veš, jaz sem konc koncev prišla sem zaradi frizurce, mečka me boš uredila, pa tako pa se, veš, tazga salona, ki imaš ti, ma ni ga na celem svetu, ga ni. A res misliš? Dobar, no. Izvoli, used se. Hvala za kompliment, na, izvoli. Ne, veš kaj, čakaj, pravzaprav bom jaz rajš tamle sedela. Tako, je boljši zid. No, Manica, kaj me tako gledaš, vse veš? Stranka ima vedno prav. Ja, to imaš pa tudi prav, no. To bo super žur, super. Ko mi čakam, da se začne, a ne, Aida? Ja, jaz sem imel musko čez. Samo te najboljše komadje, veš. Ne pa ringa raja. Vrtel boš tisto musko, ki je všeč Aidi pa njenim prijateljom. A je tako, Aida? Mogoče. Koga vse pa sta povabila? 11 šolcev bo vse skupaj, pa mogoče prijete še Maja pa Janez. Super, to bo res. Super, kako vi pravite, mega žur. Kanada, Aida? Mogoče. Mami, a ne veš, da Aidi za vse skup dol visi, no? Ona bi bila najbolj vesela, če bi lahko rojstni dan praznovala svojim očijem. A gre za to, pikica moja? Mogoče. Takole. Kaj pravite, doktor Perne? Kaj bi to lahko bilo? Ja, težko bi rekel takole kar na oko, veste. Bomo videli, kaj bo bris pokazal. Nekaj podobnega sem sicer že videl, ampak še kot študent, veste, tropska medicina je bila ena tropska bolezen, tako da... Tropska? Ja, tropska, tako da ni bojazni, da bi jo gospod dobil. Saj niste bil v kakšnih tropih, kaj gospod kaže? Tropih? Pa kakšnih tropih? Odkot vam tropi? Jaz sem bil na službenem potovanju v Ameriki. Aha, ja, v Ameriki. V Ameriki? Ja, v Ameriki, ja. Pa ste prepričali? Prepričan se, nisem blesal. No ja, o tem bi se pa dala razpravljati. Gospod doktor, a ste prepričani, da se te bolezni ne da dobiti v Ameriki, ja? V to sem pa 100% prepričan. A je nalezljiva? Ja. Pa dajte nehat komplicirati, pa sej.
To po vsej verjetnosti sploh ni to. upajmo. Bi lahko bila tudi kakšna alergija ali kaj podobnega, ne? Tako da, kar brez skrbi, ja. Vseeno pa bi jaz malo omejil osebne kontakte. Prav. Tako, jaz zaigram... Tole vseeno raje zažgite, ne? Pridem kasneje z rezultati. Nasvidenje, gospod Jože. Doktor govori pa čist nič ne pove. Jaz sem prepričan, da to bolezen lahko dobiš tudi v Ameriki. Kako pa ti to veš? Ja, stvar je logična. V Ameriki živi ogromno tujcev. Prihajajo do vse povsod. Kaj veš, kaj za enega hudiča sabo prinesejo? Ja, ne vem. Jaz nisem zadost pametna, sam nekaj tukaj noter mi pa prav, da ti ne morem verjeti, veš. Ja pa kaj vam je zdaj vsem skupaj, no? Nobena se me ne dotakne, noben mi nič ne verjame. Ma solid se pejte vse skupaj. Jebem ti, tropi. Kako pa kaj s tabo? Kaj pa kaj počneš? Manica, isto kot ponavad. Sam, da se mi zdaj hvala Bogu ni več treba ukvarjati s koreni in z njihovimi družinskimi dramami. Ja, to boš pa tudi prav, ja. Ja. Marač, veš kaj, hodim na faks, pa na privat, pevske, pa plesne ure, veš? Ja. Za koga pa? A ni škoda denarja za take kozlarije? Manica, kozlarije. Zakaj kozlarije? Ja, no, mislim, saj tega zdaj več ne rabiš, a ne? Ja, saj ni več korena. Ja, še če ni korena, ne, pol ni vdaje, a ni tako? Jo, Denih, je pa kaj, če ni korena. Če ni koren, bo pa kdo drug kaj. To pa res ni noben problem. Ja, saj to boš tudi prav. Ti, Manica, no, ko smo zdaj ravno pri korenih, kako pa je kaj pri njih doma tako? So kaj bolj srečni pa mirni, ko me več ni, a? Veš kaj, Tina? Če ti takole čisto po pravic povem, men drag briga, koga je pri korenih, a veš. Veš kaj, zadnje cajte se jaz brigam sam še za sebe, pa za tale moj salon, a veš. Ja, no, sej. Čist, koren me nič ne briga, veš. No, sej tudi v mene v bistvu sploh nič ne zanima. To sem vprašala čistko zaradi ljudnosti, no, sej veš, sej konc koncev sem kar nekaj časa živela pri njih, ne? Si, ja? Ja, takole led bom dala nazaj. Zdravo, Manči, sem že nazaj. Točen 20 minut sem bil na malci, tako kot sva se zmenila. Manči, Jimmy Boni je točen k urca. Lepo, lepo. Zdaj pa kar na delo, Jimmy, na delo. Ti, Manica, ej, kaj pa je to za en dober kumat lega, ej? To? To je pa moj novi pomočnik, Jimmy Boni. Jimmy! Ej, Manica, dobra si, ti pa imaš okus. Ti poslušaj, Manica, kaj pa, če bi tale tvoj Jimmy mene mečkan danes friziral? Tako, veš, da vidim, če sploh zna, a? Ja, prav, no. Se on ne klikta prav zate, veš? A res? Ja, super je. Super. Živijo, Rozi. Ja, pozdravljen. Kaj je, kaj narobe? Ne, nič ni narobe, vse je v redu. A veš, Špela nam je pisala. A res? No, pa se mi je zdelo, ker sta prijatelja, ne, da je tudi prav, če jo tebi pokažem. Ja, super, hvala lepa. Kaj pa je napisala? Ja. Meni je pa čisto ene druge stvari napisala. Ja, no, seveda, se vidva sta zaljubljena, ne. Rada se imata, ne mi prav, se vem, kako je to. Ja, ne mislim tako. Mislim, napisala mi je, da... Kaj? Meni je pisala, da... Kaj, zdaj pa mene tudi zanima, kaj ti je napisala. Pisala mi je, da pride domov. Ja, saj to pa nam tudi pisala, no. Jo bomo pa skupaj pričakali. To bo Špela vesela, ne? Ja, jaz bom tudi vesel. Ja, jaz bom tudi. A kar greš? Štefi! Kdaj je rekel doktor, da pride? To si me vprašal natanko pred 5 minutami. Ob 2 pride. Ja, koliko pa zdaj ura? A ti si neverjeten, ej. Minuta do 2.
Ja, kako? Pa ga še zmeri ni. Ma, lej kot hod. Kaj si živčen, v sebo prišel? No, si že prišel. Ja. Končno. Izvolite, gospod doktor. Resnič vreme. Ja. Malo prej sonce, pa... Mende. Oho, pozdravljen, gospod Jože. Dobar dan, gospod doktor. A tako da ste se znajdli, takale karantenca, kaj? Ja, krasno. Kako se pa kaj počutite, no? Ni za prehvaliti. Poleg tega, da se počutim kot kakšen mozolast pubertetnik. Me vse skozi vse srbi, žeja. Ha, noben se me niti ne dotakne. Ne se me dotikati, no. Ja. Gospod doktor, že imate rezultate raziskav, a? Ja, sej, zato sem prišel, ne? Ja. Malo smo nestrpni. Ja, seveda. A ne, Jože? Ja, raziskave so pokazale, da se kar še nekaj spomnim iz šole, kaj? Ja? Ja, gre za tropsko bolezen, ki jo prenaša tropski komar. Tropski? Koga? Tropski. Ja, tropski komar. Ja, sej gre ja za tropsko bolezen, ne? Ja, edino, nismo še ugotovili, na kakšen način se prenaša naprej. Te rezultate pa čakamo iz referenčnega laboratorija. Čakajte, gospod doktor, če jaz res dobro razumem. To bolezen lahko dobiš izključno samo v tropih. Izključno samo v tropih, ker je tropska bolezen. Ja, se ni alpska. Ja. Ja, v tropih. Ja, v tropih, ja. Gospod Jože, ni pa se zabat. Kar lepo počivajte, veliko miru, tišine in tekočine. Ja. Veliko miru, tišine pa tekočine. Tako, v tem vrstnem redu. Ja, lepo pozdravljeni, jaz moram leteti naprej. Nasvidenje, doktor. Nasvidenje, srečno. A ti boš imel mene za norca, kaj? A? Dej, da te vidim. Pa kako si drzneš, človek? Ej, v oči me gledaš in mi lažeš. Pa če si bil ti v Ameriki, ej, sem jaz mi iz Slovenije, ja? A nisi slišala, kaj je rekel doktor? Čim več miru, tišine, pa tekočine. Pa briga me. Pa če nisem bil v Ameriki, naj strela udaril bajto. Oči, kako se zapletaš. Vsako lažijo bolj in bolj. Tropski komar. Kakšna ironija usode, a? Očitno bo mojega očija na laž postavil en navaden komarček. Ne vem, kako bo to mami vse prenesla, ker ona pa res ni navajena laži in prevar. Koliko je ura? Pol 6. Kaj? Pa vsi smo sem rekli, da pridejo v 5. Se bojo prišli. Malo še počakajmo. A ne, Aida? Mogoče. Ne, se bojo prišli, to bo še ena velika zabava. Sem prepričana, da bo... Evo, so že tu, naši gostje. Živja. Živja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Aida. Happy birthday to you. Bravo! Vse najboljše. Vse najboljše. Tole sva ti prinesla. Ja. Hvala. Oprosti, ker sva zamudila. A je zabave že konc? Ne, še začela se ni. Kako? A vsi tudi, čisto vsi zamujajo? Ne, nihče ne bo prišel. Kako?
Se si ja povabila celo četo, a? Nihče ne bo prišel zaradi tega, ker je ne marajo, ker je drugačen od ostalih. Veš kaj, Aidica, ne, veš, ne smeš se sekirati, veš. Če drugače zgledaš, če imaš drugačno barvo kože, veš, ni to nič tako groznega. To je... Meni si pa všeč taka, si kaj en bombonček. Janez, to sploh ni problem. Jaz sem drugačna od ostalih v razredu samo zaradi tega, ker ne poznam svojega očija. Ja. Ne! Sranje! Kaj pa je, Štefi? Pa se to ne more biti res! Ja, poglej, daj smo tudi ti kot kakšna mozolasta pubertetnica, a? Sam ne zafrkavi me! Poglej me, kakšna sem, no poglej! Še mene so okužil. Jeste se tebe okužil. Kdo pa? Sej nisem komar. Ma, kakšni tropi, kakšni komarji, ta doktor nima pojma. Ja, ti ga pa imaš, a? No, ne bod tako preklet pameten. Kaj, ta bolezen je čist nekaj drugega, kot vi mislite. Pojma nimate. Nimamo, ne. Važno je, da vam jaz te preklete pike. Ja, od komarja. Sranje! Tropskega. Krasne lase imate. Zdrave. Pa čvrste. Čisti užitek je delati s takimi lasmi. Joj, meni je pa čisti užitek se prepustiti takim močnim, senzibilnim rokam. Super. Joj. A mogoče obvladate tole stimulativno masažo lasišča, a bi mečken me zmasiral? Seveda. Jimmy Boni obvlada vse. In vsakogar. Joj, super. Joj, super, joj, koliko paše. Joj, blagor se vaši punci, ko je lahko vsak dan takole masirate, pa frizirate. Saj jaz nimam punce. A da ne? Joj, kako pa to, da tak lep, postaven fant nima punce, a? No, ampak, kakšno prijateljco pa imate, ne? Ne? Tudi prijateljce nimam. Pa ne mi reči, da ste še samski. Pa to ni mogoče. Kaj pa? Nisem samski. Imam fanta. Kaj? Pa ne mi reči, da si... Mogoče. Imam fanta, ja. Ampak ima trenutno totalni heartbreak. Zakaj pa? Ma ne vem. Se mi zdi, da sem se zagledal malo v eno punčko. Te srbi kaj? Pa kaj mi je bilo tega treba, no, s čim sem si to zaslužila? Cel življenje živim pošteno, zdaj pa tole sranje. Ma daj no, Štefi. Ne skrb, nobenega sranja ni. Živijo. Otroka sta že doma. Živijo. Mami. A ti tudi ali kaj? Ja, zdaj pa še mene okužil. Dragi moji pametnjakoviči, to je samo en dokaz več, da sem nedolžen in da sem bil v Ameriki. No, oči, se sploh ni več važen, kje si bil. Važno je, da si nam tole kiš prinesel, pa še mami si okužil. A to pomeni, da bomo zdaj vsi fasali? Ne, sam pejte čim bolj stran. Tja. Ja, noč, bova midva zdaj za vaju skrbela. O, nekaj pa. Ja. Sam čim dlje se držite v naju. Ja? Za vsak slučaj. A bomo en čaj skuhal? Daj prosim, sam pa pejte ven, ali? Janez, koga imaš ti raj?
Mamico ločijo. Daj, ne sprašuj takih neumnosti, no. Pa to sploh ni nobena neumnost. Sploh pa ne v tem primeru. Meni se zdi mami bolj poštena, zato bom njej pomagala. Pa še raje mam. Ti pa dej fotor, če hočeš. Jaz mu ne bom. V redu, vse nekdo pa moram za njega skrbeti, ne. Pod eno streho. Joj, tukaj je že ura. Zelo se mi mudi. Jimmy, a bi mene lahko Manica dokončala? Ja, seveda, ni problema. No, fajn. Manica, sam še en majhen detajlček. Ja, kaj? Krasno obliko lobanje imate. Ja. Kako je, Nina? A si zadovoljna z našim Jimmyjem? Kaj si pa tako bleda? A ti kar on rekel? Joj, mater, Manica. Kaj pa je? Pa ne, pa zakaj je gej, no? Kakšna škoda? Dejno, a to? To se vidi. Dejno, jaz sem mislila, da ti je povedal za Korena, veš? Kaj pa? Je to, da bo poroka pri Korenah. Je to? Kaj kaže na poroka? A Gorazd? Ne, Gorazd, kakšen Gorazd, da namirno. Gorazd še ne, ampak Mojca pa Jaka se bosta vzela, tako nekaj simbolično, veš. Mojca mi je prišla povedati, ker se je prišla naročiti na frizuro. Ja. Kva? A ti je slabo? Čakaj, ti bom pred vodom prinesla, počak mečkano. Kva? Saj ni bilo tako slabo, a? No, vse zadnje sta prišla Maja pa Janez, njiju dva pa imata itak najrajši, ne? Ja. Zdaj se vsaj vidi, kdo je ta pravi prijatelj. Kaj bomo pa s torto naredili? Nič, si bom že jaz pojedla. Ti, celo. Se ti bo še trebuh počel. Ne, veš kaj bomo naredili? Pol je bomo pojedali, ker mi trije zdaj, pol je bomo dali pa v hladilnik. Ja, točno! Pa veš kaj še? Okraske bomo kar pustili, nič ne bomo pospravljali. Vse do novega leta 7 mesecev, a ne? Pa bomo imeli vsak dan zabavo. Daj ne bodi žalostna, Aida, prosim te, ne? Nisem žalostna zaradi drugih stvari. Veš, dokler ne bom spoznala svojega očija, ne bom vesela in se tudi pogovarjala ne bom več s tabo, pa tudi v šolo ne bom več šla. Ti mala ne me zafrkavati. A zdaj misliš, kaj si rekla? Se te ne zafrkava. A ti zdaj misliš kar do konca življenja iskati svojega očita, ali kaj? A hočeš, da mi srce poč? Ja. Sred dnevne sobe ležim pod šotorom. Strežem jih hči in to s kleščami. Kaj češ, karantena? Kaj tacga pa še ne. Pazi, Janez, da ne boš še enkrat polil. Ti pa pazi, da me ne boš nalezil. Pa zapri ta šotor, ki uhaja. Ja, kar naprej. Dobar dan. Dobar dan. Pozdravljeni, dobar dan. Dobar dan, gospod doktor. Poglej. Imate že 2 šotorčka. Se boste kmalci v avtokamp imeli, kaj? Ja, kaj, gospa Bogatajeva? A zdaj pa še vi, kaj? Kar smejte se, vem, kako zgledam. Že imate rezultate, gospod doktor? Ja, sej zato prihajam. Seveda imam. Iz referenčnega laboratorija smo dobili rezultat, ki pravi, da se bolezen prenaša še na drug način. In sicer s poljubljanjem. Mislim, slino, ne? Slino. Zdaj je stvar veliko bolj jasna, ne? Ti bom jaz dala Ameriko. Pokvarjenc! Gospa Bogatajeva, se človek pa ja ni pokvarjen, če svojo ženo poljuba, ne? Gospod doktor, vam se še sanja ne. Pojma nimate. A znaš pa kar tiha? A mi imaš kaj zapovedati mogoče? Ne. To je gotovo pomota. V laboratoriju so se zmotili. Veš kaj? A si bil v tropih? Ali pa si se v Ameriki lizal s kakšno cipo? Pokvarjenc!
Čakajte, no, tole bosta pač morala sama rešiti, ne? Ja, jaz imam za vaju še, ja, kam sem jih pa, aha, tukaj tele tabletke, ki so mi jih poslali, vzemita 2x2 tabletki na 2 uri. V 12 urah bosta kot nova, ja, no, pa nasvidenje, pozdravljeni. Nasvidenje. Srečno. Lepo, da ste se oglasil. Malenkost. Pokvarjenc. Daj zaprite te šotore, ki vam uhaja. Veš kaj, vročino imaš, pa se ti gotov že mal blede, veš. Mi je zdala blede. Zapri. Rozi, takole. Ja, tako se vidi, ja. Dede, go nas malo pomagati, bomo tole prav na hitro gor. Tako. Lepo. Še tukaj le deva? Če ti sled rakec? Joj, kako lepo je bilo, če se spomnim, ko sta mene sprejela, ko sem se vrnila iz Kanade. Ja, res je lep občutek, če te doma kdo pričaka, potem se z veseljem vrneš. Pa, se mora biti to veselje še tudi v njenem srcu. A daj gore. Glejte, vse je lepo okrašeno, vse je pripravljeno, zdaj pa predlagam, da še enkrat zvadimo pisemco za našo špilo. Točno. Pripravljeni? 3, 4. Dobrodošla doma, dobrodošla doma, dobrodošla, draga Špela, dobrodošla doma. Fino, fino. Ja, boš pa ti. Živijo, Špela. Kuči moja. Čau, mami. Punčka. Joj, to se za mene? Seveda, zvoli. Pa vi ste nori. Ja, smo nori. Ampak to še ni vse. Vse se zate smo naštudirali eno posebno pesemco. Poslušaj. 3, 4. Dobrodošla doma, dobrodošla doma, dobrodošla, draga Špela, dobrodošla doma. Pod eno streho. Štefi. Štefi, a daj reč kaj, no. Ne moram prenašati, če si tako tih. Kaj pa ne rečem? Kako je v lepem vremenu v tropih, v kakšnem pokvarjenem toboganu, sirkovi kartači ali bi rad slišal kaj od ameriških cip, ha? Pa daj, no. Pa kaj si tako prekaj trmasta in mi ne verjameš, no? 100-krat sem ti že povedal, da sem bil na službenem potovanju v Ameriki in to sam. Kako smo mi strašno neumni, ti si pa prekleto pameten, pa nedolžen si kot jaganček. Nedolžen sem. Nedolžen kot jaganček. Ja? Naprej! Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Oprostite, da motim. Prihajam iz urada za nalezljive bolezni in vam moram postaviti par vprašanj v zvezi z vašo boleznijo. Ja, seveda. Doktor pri meni nam je že dal par informacij, ampak vseeno je treba še nekaj razčistiti. Ja. Poglejte, na podlagi vseh analiz, ki smo jih naredili na inštitutih, tudi doma in tujini, smo ugotovili, da gre v vašem primeru za izjemno redko tropsko bolezen. Čakajte, ustavite konje. 100-krat sem že povedal, da sem bil v Ameriki na službenem potovanju. Ni mi jasno, kje sem to zadevo staknil. Kaj zdaj spet te trapaste trope mešate v to? Used se pa zapri. Poslušajte, tudi nam ni vse jasno. Zato vas prosim, da čim bolj govorite odkrito. Ja. Pred kratkim je v mestu zbolela še ena gospodična z isto boleznijo kot vidva. Tukaj imam fotografijo gospodične in pravi, da je bila teden dni v tropskih krajih. Jo mogoče poznata? Ne, da poznamo. Mogoče jo pa jaz poznam.
Nancy! Ma kakšna Nancy ima? Tep se blede, no. Blede? Men se blede, kaj? Čakaj, Štefi. Blede se mi. Čakaj, no, čak da ti pojasnim, Veš no. kaj? Poslušaj, no. Imam pa Ma daj jaz nekaj, tega no. dosti. Ma daj nekaj. Dosti imam tvojih laži. Pa Roba, Ne prijemi me, no. Pa daj lepo te prosim, no. Pusti me, no. Roba, dosti imam. Dost! Kaj počneš? Dost! Dost! Tako, kot sem rekla, no, od začetka je težko, res, ampak se mi zdi, da če imaš voljo, imaš pa tudi moč. Ja, kjer je volja, je tudi pot. Ja. Ej, samo da si spet zdrava, pa da si spet doma, ljubica. Škaj, punče moja, pa še prav dobro zgledaš. Hvala. Ne, se res počutim čist prerojeno, res tako prečiščeno telesno, pa vse sem se poštimala. V redu. Ja, tako sem mislila, če ne zamerite, če bi zdaj še do Jane zašla. Seveda, ti kar pej. Veš, kako te že pogreša. Ja. Špela, Ja? kdaj pa prideš? Ja, kmalu, ne vem, a mi ne zaupaš? Ne to, ampak zaradi večerje, veš. Ja. A ja, večerja. Ne veš, kaj sem mislila, da bom pri Bogatajevih prespala, pa da bom pol tudi jedla tam. Pa prav. Okej. Se vidimo jutri. Se vidimo. Čau. Adijo. Ja, čau, čau. Ugam, kdo je prišel. Ja, doma sem, ja. Ti je lahko priješ ven? Ne na dvorišče, pet tudi zad, ki je parkplac. Ja, imaš robo? Da ne najedi, no prosim, Janez. Zakaj misliš, da sem prišla? Dej, prosim. Ne rabim tvojega filozofiranja zdaj. Ja, pa probi sam. Dej, nočem se kregati, prosim, pridi čim prej. Ajde, čakam. Ja, čau, čau. Špela. Pa Janez. Shit. Kaj bo? Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svoj